Drugi govornik, Marko Škupac, da mu predstavil socialno zgodovino zgodnjega novega veka v delih Bojega novega in Srednjega veka. Hvala lepa. Pozdravljam se skupaj. Naloga prispevka je dvakrat odvojna. Prizadevam si namreč pokazati, kako sta dva vrhunska zgodovinarja iste generacije in iste osnovne historiografske šole v temelju precej podobnih metodoloških izhodiščih prijemov, a različne senzibilnosti, razumevala in obravnavala dva obsežna problemska sklopa, tematsko področje socialne zgodovine in periodizacijsko enoto zgodnji novi vek. Da je socialno-zgodovinska tematika v obravnavanju starejše slovenske zgodovine v slovenskem zgodovinopisu nadpovprečno navzoča že v začetka 20. stoletja, je empirično predvidljivo in dovolj znano dejstvo. Prav tako je kar banalna resnica, da ima ta tematika pomembno mesto tudi v samorazumevanju in samopremisleku naše discipline, zlasti tistega dela, ki se ukvarja s starejšo zgodovino. Besedilo vprašanje o konceptu stroke zgodovine, podlaga za razpravo na FF v Ljubljani iz leta 1977, je samo premislek o značilnosti zgodovinopisja po drugi svetovni vojni oblikovan tako, citiram. Iz dobe od 15. do 18. stoletja so bili v ospredju agrarni položaj in kmečki upori, a obenem z vplivi neagrarnega gospodarstva na spremembe struktur podeželskega prebivalstva in na diferenciacijo na vasi, reformacija, posebej glede svoje družbene podlage in na svoje različne smeri, povezujoči gospodarski procesi na področju trgovine in v začetku zgodnjih kapitalističnih oblik, posebej pa tudi iskanje tistih sestavin gospodarskega in kulturnega življenja, ki bi dopuščali merjenje obsega novih pojavov. Konec citata. Ta stavek, potem ko ga prevedemo v prozo, nedvomno pokaže na pomen socialno-zgodovinske tematike v 3 povojnih desetletjih pri obravnavi zgodnjega novega leta. Povsem jasnim in konkretnim je tudi bogografski bojo za staro pravdo na Slovenskem leta 1974, citiram. Kmečko uporništvo kot temeljni proces je v marsičem odločal o vseh drugih zgodovinskih procesih kratkotrajnejšega značaja in zgodovinskih dogodkih, po prodelavi zgodovinski terminologiji, ne le o reformaciji, marveč o uklonitvi plemstva oblasti deželnega kneza v 17. stoletju, ter celo o meri, v kateri je kljub politični zmagi reakcije ni bilo mogoče odpraviti zmage revolucije leta 1848, izražene z odpravo feudalnega režima zemljiškega gospodstva. Določena socialna skupina, kmetje, torej niso le eno od sestavin družbene strukture, temveč sama srž slovenske zgodovine v določenem obdobju, določen socialni konflikt, razumljen kot latentni proces dolgega trajanja, pa odločilni dejavnik zgodovinskega razvoja z dolgoročnimi posledicami. Skratka, dva tipična družbena fenomena sta bistvo slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku in delujeta še sredi 19. stoletja. Ferdo Gestrin razvili socialno zgodovino sicer ni nikjer tako eksplicitni, vendar je iz njegove bibliografije, zlasti pa iz vsebine njegovih znanstvenih besedil povsem jasno, da je socialno-zgodovinska tematika nenehno navzoča, v mnogih delih pa celo prevladujoča. Pri Gestrinu je ta tematika celo pomembnejša kot pri Grafenauerju. Grafenauerjevo interesno področje je bilo že zaradi mesta profesora slovenske zgodovine, ki mu je nalagalo več sintetičnega premisleka in sintetičnega pisanja, ter profesorja teoretskega predmeta uvod v študij zgodovine, nujno širše in bolj razpršeno. V nasprotju z njim se je Gestrin osredotočal na bolj specialna tematska področja, kot so neagrarne gospodarske dejavnosti ali migracije, ki pa jih je v okviru dolgega trajanja tudi izčrpno monografsko obdelal. Če torej ni nobenega dvoma o bistvenem mestu socialno-zgodovinskih tem v njunem delu, pa se kaže vprašati, kako sta to tematiko v časovnem okviru zgodnjega novega leta obravnavala, kakšne vrste je bila njuna percepcija družbe in kako se jo tematizirala oziroma uresničevala v znanstveni praksi. Kakšna je bila torej njuna socialna zgodovina, zlasti v primerjavi s tisto socialno-zgodovinsko paradigmo, ki se je v 60. in 70. letih v Nemčiji, Veliki Britaniji, ZDA, Italiji, na Poljskem in seveda v Franciji uveljavila kot vodilna historiografska paradigma, povsod z določenimi posebnostmi. Zato socialna zgodovina je značilno pojmovanje, ker družba, njena struktura, odnosi in procesi v njej niso predmet zgodovinskega raziskovanja na enak način
kot politika, gospodarstvo ali kultura. Družba je osnovna kategorija zgodovinske realnosti ter izhodišče in kohezivni dejavnik, ki politiko, gospodarstvo in kulturo povezuje v sistemu. Za socialno zgodovino tega časa je značilna sistematična raba konceptov, kot so socialna vloga, socialni status, socialna mobilnost, družbeni razredi, družbeni sloji, socialni procesi, socialni konflikti, skratka izrazita konceptualizacija z naslonitvijo na sociologijo, ekonomijo in druge družbene vede, ki je v nemškem primeru šla do samoprenovanja historične socialne vseščafne. Prav tako so značilne primerjalne metode, kvantifikacija ter raba modelov, tipov in teorij. Ob visoki stopnji abstrakcije in zanemarjanju posameznika kot akterja zgodovinskega dogajanja ter zavrnitvi hermeneutične metode, pa je značiljen tudi nepripovedni način sporočanja dobljenih raziskovalnih rezultatov. Ob razmisleku o Mistrinovem in Grafenovem delu je treba upoštevati, da je v času njunega polstoletnega znanstvenega dela prišlo do sprememb v različnih historiografskih paradigmah, da sta Grafenova in Mistrin sicer podobna metodološka izhodišča in prijeme uporabljala različno, da sta se spreminjala tudi sama in da se je spreminjalo tudi socialno, kulturno in politično okolje, v katerem sta želela in delovati. Zgodovinarji, ki se sicer sami sebi včasih zdimo gospodari časa, se tudi stavljajo. Mistrin in Grafenova pa sta ob tem še živela v 6 državah s 7 imeni in 3 družbeno-političnih sistemih. Vendar pa lahko v tej zvezi tako omenim, da spremembe v njunem razumevanju socialne zgodovine in obdobja zgodnega novega veka niso bile posebej velike ali radikalne. Še več, vrsto ugotovitev in celo formulacij iz 50 in 60 let, povezanih s tematiko tega prispevka, sta uporabljala tudi v 80 ali celo 90 letih, torej ob koncu svojega življenja. Ta precejšnja stabilnost vednosti je posledica relativne pravilnosti njunih temeljnih ugotovitev, hkrati pa tudi zelo malega števila mlajših raziskovalcev starejših obdobij, ki bi se lahko na te ugotovitve odzvali z drugačnega zornega kota. Ko se je raziskovanje starejših obdobij v drugi polovici 80 in v 90 letih prejšnjega stoletja kadrovsko močno okrepilo, so naši zgodovinari nekatere njune ugotovitve redigirali ali dopolnili, vendar je večina tako Mistrinovih kot Grafenovih spoznanj o zgodnjem novem veku še vedno veljavni. 20 let po njuni smrti je tako že povsem jasno, da so rezultati njunega raziskovalnega dela v glavnem odporni na bacile, viruse in strupe, ki nujno spremljajo spremembo političnega in državnega okvira in z njima povezanih ideoloških diverzij na zgodovinopisje. Grafenovja in Mistrina revidiramo, zamenjujemo in dopolnjujemo v skladu z normalnim staranjem znanstvenih spoznanj ter zmenjavami generacij in spremenjeno percepcijo lastnega časa, ki nam hkrati odpira in zapira izhodišča za raziskovanje in razumevanje preteklosti. Vendar pa je podoba slovenske preteklosti v zgodnjem novem veku v osnovnih potezah in barvah še vedno podoba, kot so jo ustvarjala Grafenova in Mistrin. Najbolj splošna ugotovitev v zvezi z razumevanjem družbe, družbene strukture in družbenih procesov pri obeh avtorjih je naslednja. Oba sta zastopnika konfliktnega modela družbe. Pod naslovi Grafenovih poglavij in podpoglavij v zgodovini Slovencev iz leta 1979, ki so demala enaki kot v zgodovini slovenskega naroda 3 iz leta 56 in 4 iz leta 61 in so tematsko povezani z družbo, so recimo naslednji. Boj meščanstva zoper kmečko trgovino, boj za pravice med mesti in povezovanje obrtnikov v cehe, nova kmečka bremena, pritožbe kmetov in zahteve kmetov, pot v odpor in njegovi znanilci, položaj podložnikov in razredne nasprotja pred hrvaško-slovenskim kmečkim uporom, boj za priznanje verske svobode do 70 let 60. stoletja, prva slovenska knjiga ni pomen, boj deželnega kneza za omejitev protestantizma na plemstvo, zmaga deželnega kneza in izveda proti informacije. Družba je torej boj. Keslovnik o družbenem dogajanju, ki je primeren za naslove poglavij in podpoglavij, črpa iz bojevitega, skoraj vojaškega jezika. Socialno-zgodovinski koncepti, kot sta recimo družbeni konflikt oziroma disjunktivni družbeni procesi, ne zadoščajo. Potreben je slikovit
v smislu Vikove dobe bogov, nazoren jezik zmage in poraza. Tudi ko gre za konjunktivne družbene procese in odnose, je vzrok sodelovanja v nasprotovanju. V kmečkih oporih na Slovenskem iz leta 1962 je Grafenauer povezovanje v cehe, torej kooperativni družbeni proces, brez priziva pojasnil kot obrambno dejanje, citiram. Brez dvoma predstavljajo te organizacije sredstvo, s katerim so se hoteli obrtniki v mestu zavarovati pred konkurenco. Kestrin pa je v tem smislu naravno dramatičen. Leta 1952 je v razpravi družbeni razredi na Slovenskem in reformacija družbo opisal takole, citiram. Stanje, ki je nastalo v medsebojnem odnosu pojedinih družbenih razredov, bi lahko nakratko označili z besedami, da so si stari nasproti razredi in sloji vsi proti vsakemu, vsak proti vsem. Konec citata. Konfliktni model družbe, konceptualiziran kot razredni boj, ki je gonilo družbene dinamike, je seveda Marxov in marksistični model. V zvezi z družbeno strukturo, ki je neposredno povezana z družbenimi odnosi, smemo najprej ugotoviti, da ne Grafenauer, ne Kestrin stanovske družbe kot specifične oblike družbene stratifikacije v zgodnjem novem veku ne tematizirata. Razumete jo kot temeljno prvino feudalizma, ki se je oblikovala že pred začetkom zgodnjega novega veka. Prav tako se ne spoprimata z vprašanjem odnosa med stanovsko in razredno stratifikacijo. V tej zvezi je zanimivo, da se znanci Grafenauer, ki se ni izogibal teoretskim diskusijam, ni odzval na teoretske opredelitve stanovske družbe, ki je v začetku 80-ih let prispeval sociolog Marko Kerševa. Kadar Kestrin in Grafenauer govorita o stanovih, mislite pri tem na politično institucijo, kjer se deželni knez srečuje s svojo sociopolitično elito. Osnovna stratifikacijska enota pa je družbeni razred. Kmetje, meščani, duhovščina in kmetstvo. Kmete Grafenauer v zgodovini agrarnih panov 2 iz leta 1981 tudi opredeli kot enega od obeh, in sicer izkoriščenega temeljnih razredov feudalne družbe in se pri svoji definiciji opira na znano Leninovo definicijo družbenih razredov. Sicer pa zgradbi zgodnjenoveške družbe oba posvečata precej pozornosti, zlasti seveda kmečkemu in ostalemu podeželskemu prebivalstvu ter meščanstvu, posameznim slojem teh dveh družbenih skupin, procesom naslojevanja ter z njimi povezanega nastajanja novih družbenih skupin. Kestrin svoje mestnega prebivalstva opredeluje po meščanskem statusu in poklicni dejavnosti. Znotraj meščanstva pa loči trgovce od obrtnikov in ti dve skupini deli še na večje, srednje in manjše trgovce ali obrtnike, ne da bi sistematično opredelil merila, po katerih je opravil takšno klasifikacijo. Prav tako pa loči meščanstvo in buržoazijo, v katero so prehajali vrste meščanstva. Plemstvu je v tej sliki družbene strukture posvečeno bolj malo pozornosti. Kestrin ga deli po statusnih merilih na više in niže in po merilih izvora na staro in novo plemstvo. Vendar je treba o tem takoj povedati, da je sredi 80. stoletja bil Kestrin tisti, ki je sprožil novo raziskovanje plemstva. Tako razumevanje družbene strukture je Kestrin zasnoval že v svoji temeljni razpravi o družbenih razredih in reformaciji in je ni bistveno revidiral do konca svojega znanstvenega dela. Najdemo jo tako v sintetičnih razpravah v 16. stoletju objavljenih v Zč leta 1962 in v francoskih kanalih iz istega leta, kot v preglednem delu družbeno ozadje kulturnih gibanj v 16. stoletju iz leta 1984 in v knjigi Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem iz leta 1991. S takšnim pogledom na družbeno zgradbo pa se je očitno strinjal tudi Grafenauer, saj najdemo recimo v kmečkih uporih na Slovenskem in v sintetičnih pregledih slovenske zgodovine. Ob prikazu družbe Kestrina ne zanima le njena razprastenost. Kot bistveni strukturni pojavini upošteva tudi težnje in mišljenje, značilne za posamezne družbene skupine, torej mentaliteto. Mentaliteta je motivator in psihološki katalizator individualnih in socialnih ravnanj ter spodbuja ali zavira družbene in ekonomske procese, recimo kopičenje kapitala ali prehajanje premožnih meščanov v plemstvo. Mentaliteta je pravzaprav raziskovalna prvina, ki določa slovensko pripadnost. Citiram. Vse to je vplivalo, da je bil ta v buržoazijo prehajajoči meščanski element
na tej stopni svojega prehajanja v novo družbeno kvaliteto, še ves v feudalni miselnosti in da pri njem še ni zrasla tendenca, da bi pridobilo to, kar bi moglo. Zato je naše meščanstvo brez oziranja na notranjo diferenciacijo in nasprotja reševalo svoje gospodarske koristi v okviru feudalne reglementacije in v okviru feudalne miselnosti o delitvi dela. Konec citata. Istrin sicer koncepta mentalitete ne uporablja, vendar je v razpravi objavil v francoščini leta 1976 uporabljen prav ta koncept. Le mentalitete, paysan in tako naprej, ki govori o tem, kako so družbene gospodarske spremembe v teku 16. stoletja spremenile kmečko mentaliteto. Iz tega navedka pa razberemo tudi dinamiko odnosa med družbenimi in ekonomskimi spremembami in mentaliteto. Mentaliteta je kljub svoji katalizatorski vlogi vendar ne posledica sprememb in ne njihov vzrok. Tako kot oba avtorja družbo razumeta predvsem njeni konfliktni plati, pa oba bolj kot njeno zgradbo poudarjata njeno dinamiko. Za konec srednjega veka, zlasti pa za 16. stoletje, je od gospodarski načina tudi izrazita družbena dinamika. Če je gonilo te dinamike razdelili boj, pa so gorivo tega gonila po mnenju obeh zgodovinarjev spremembe v gospodarjenju. Vdor blagovno-denarnega gospodarstva v okviru širših gospodarskih procesov, ki jih oba opredeljujeta kot zgodnji kapitalizem, je povzročil krizo zemljiškega gospodstva in odzive ter prilagoditev socialnih skupin tako na podeželju kot v mestih. Vdor denarja na podeželje je Estrin sprejeno odpovedal s konceptom komercializacija zemljiškega gospodstva, ki je razlikoval od njenih družbenih posledic refeudalizacije. Posledica krize zemljiškega gospodstva in feudalnega sistema ter specifični odgovori različnih družbenih skupin so velika družbena gibanja, kmečki upori in reformacija. Estrin še leta 1991 reformacijo razume kot družbeno gibanje, torej ne kot versko, kot družbeno gibanje. Posredna posledica gospodarskih sprememb in nesposobnosti za spoprijem s konkurenco pa je zaostajanje slovenskega prostora za zahodno Evropo. Naj omenim, da so Estrinove analize kot zgled, kako so na krizo zemljiškega gospodstva reagirale elite v perifernih evropskih področjih, našel pot eno od najbolj pomembnih sociološko-zgodovinskih del druge polovice 20. stoletja v delo Immanuela Oerstina Svetovni sistem iz leta 1940. Grafenel in Estrin, tako kot recimo nemška socialna zgodovina, tesno povezujeta družbo in gospodarstvo, vendar izrazito dajeta prednost gospodarstvu kot odločujočemu družbenemu podsistemu. V ožjem tematskem smislu socialne zgodovine sta za njeno delo pisani dve temi. Za Grafenauer kmečki upori, za Estina migracije med italijanskim in slovenskim oziroma balkanskim prostorom. Ob tem, kar smo v Grafenauer razumevali mesta kmečkih uporov v slovenskih zgodovini že rekli, ter ob pripombi, da je to razumevanje mestoma zavestno ideološko kontaminirano, je bistveno, da so njegova spoznanja niten zgled povezave natančne analize dogodkov, oseb, skupin in idej s širšimi strukturnimi tvrdinami. Prav tako kaže poudariti njegovo sistematično klasifikacijo in tipologizacijo kmečkega uporništva na podlagi jasnih meril. Estrin je svoje dolgoletne študije migracij leta 1998 sintetiziral v delu slovanske migracije v Italijo. To delo je izrazita socialno-zgodovinska študija. Študija dolgega trajanja, ki sega preko periodizacijskih mej in se poblohovsko ozira le na časovno dinamiko in ritme obravnavanega problema. Ob tipično socialno-zgodovinskih vprašanjih, kot so tipologija migracij, vzroki, motivi in pogoji za njih, socialni, etnični in geografski izvor migrantov, ciljna področja, integracija in socialni status migrantov v priseljenskem okolju ter njihova ekonomska in socialna mobilnost, pa se Estrin v maniri terenskega etnologa ukvarja z domorodci, sprašuje in opazuje jih v vseh mogočih socialnih situacijah. Iz podatkov in sklopov podatkov, ki so ubesedeni v notarskih knjigah v Fanu, Pezoru ali Sengali, s pretaljeno senzibilnostjo zajema, razumeva in se vživlja v zunajjezikovno resničnost, na katero se podatki nanašajo, ter jo prevaja v nam razumljiv jezik. Kako pred nami zaživijo konkretni ljudje s svojimi imeni in vzdevki, stiskami in upi, strahovi in radostmi, zadrego in jezo, kakor tisti kmet iz Bosne,
ki je v Italijo pretovoril svoj leseni plug in s tem brez besed sporočil, da se ne misli več vrniti. Ali tista ženska, ki je obsovala sosedo, putana. Ki strinje s to svojo občutljivost zavanega človeka, ki je brž čas posledica njegove trde mladostne izkušnje, ulovil resnično življenje, ki ga, čeprav ni nikjer neposredno zapisano, zgodovinar lahko ulovi, če je le dovolj okreten pametni. S tem pa je povezal socialno zgodovino s sodobno kulturno zgodovino. Istrin in Gafenauer kot socialna zgodovinara analizirata in primirjata, tipologizirata, klasificirata in, če je mogoče, kvantificirata. Uporabljata koncepte in teorije, v glavnem izdi se da včasih z narejeno vnemo iz marksistične teoretske skrinje, včasih pa tudi iz ziharjansko-kardeljanske ideološke malke. Dobro poznata nemško, francosko in italijansko historiografijo ter rezultate in metode teh historiografij prilagajata virom, ki jih uporabljata pri svojih raziskavah. V konkretnih raziskavah ima je analiza virov bolj pomembna kot hitra, daljnosežna posploševanja. Predvsem pa sta bila oba zgodovinarja, ki sta znala uporabiti lastno pamet in se na njo zanašati. Kaj pa zgodnji novi vek? Tega koncepta ne uporabljata, čeprav je v nemškem in anglosasonskem zgodovinopisju v precej splošni rabi že od sredine prejšnjega stoletja. Temeljna periodizacijska enota je zanjo ekonomsko-družbena formacija, feudalizem, ki je marksističen, a ne Marksov koncept. Obdobje zgodnjega novega veka, torej čas od konca 15. do konca 18. stoletja, Grafenauer definira kot dobo razkrajanja feudalne družbe. Po tradicionalni periodizacijski schemi pa Grafenauer to obdobje obravnava kot novi vek. Ker sem nekaj omenil marksizem kot sestavino Grafenauerjevega in Kristinovega interpretacijskega modela, naj zaključim z mislimi iz najprej navedenega dela, to se pravi iz 1977, ki je šlo do Antonusu. Citiram. Zgodovinopise, ki ne razvija misli o zgodovinskosti vseh človeških odnosov, ni marksistično in celo neznanstveno. Marksistično zgodovinopisje mora biti ne eksplikativno, mora biti tudi prognostično. Naše zgodovinopisje ima še posebno priložnost in zato dolžnost, da z raziskovanjem naše revolucije v celotnem njenem historičnem obsegu pripomore k zgodovinskemu optimizmu delavskega razreda. Konec citata. Tega, spoštovane tovarišice in tovariši, ciljene dame in gospodje, ne povem zato, da bi se zgražali, čudili ali posmehovali. To, drage kolegice in kolegi, sem navedel zato, da bi se spomnili, da smo otroci ali žrtve časa tudi mi sami in naše ugotovitve.